če imaš še nabran, in zdaj kako jih naprej pripravljati za pesto. Torej jaz listkov ne perem, vedno nabiram na takem območju, ki je čisto, mogoče nekaj dni po dežju, potem jih samo lepo zložim, vsakega še enkrat pregledam, da vseeno ne pride vmes kakšen nepridiprav. Potem pa ali vzamete škarje in jih narežete na približno centimetrske trakove. To precej olajša delo multipraktikov. Ali pa zopet pregledate listke, tu je neka travica, to odstranimo. Lahko pa tudi, če vam je ljubše, narežete. Če vmes najdete kakšne popke, malo odrežete pencljčke in jih shranite v posodico, te bojo pa potem za vlaganje v kis. In tako nadaljujete, da boste imeli vsaj eno skledo. Ta moja skleda čisto zvrhana drži približno po teži 20 dekagramov in ravno toliko mi gre potem v mikser. Tako, in zdaj delamo, da bo skledica čisto polna in bomo lahko se lotili naslednje faze. Prvi kozarček je že napolnjen, zdaj pa kar ponovimo. Torej, če imaš, damo v ta multipraktik oziroma sesekljalnik, dobro natlačimo, ker potem, ko se bo zmlelo, se bo tako posedlo, ker notri in ta moj multipraktik gre, tako kot sem že rekla, približno 20 dekagramov listov, torej polna ta skleda. Sedaj pa ena žlica, zvrhana žlica soli, tako še malo, ker ni čisto zvrhana. Jaz uporabljam to grobo morsko sol, ki pa jo malo zmeljem, tako da je mogoče malo bolj fina mleta. In na to količino približno 1,5 deci oljčnega, hladno stiskanega deviškega olja, lahko pa tudi sončnično olje. In zdaj to samo še zmeljemo. Vmes bomo morali enkrat ali pa dvakrat ustaviti, če je kakšen listek tu ob strani, tako da se bo res lepo zmlelo. Še enkrat. Mislim, da bo kar dovolj. Odstranimo ta nož in napolnimo kozarčke. To mora biti taka lepa, gostljata zmes, ne sme biti preredko, to se rado zgodi, kadar nabirate v mokrem ali pa takoj tik pod dežju, ali pa listke perete, ker težko je potem listke popolno posušiti. Tako da jaz mislim, da ni potrebno listko prati. Pazimo, da bomo zadelali vse te zračne prostorčke in napolnimo čisto do vrha. In en tak moj mešalnik ravno napolni en kozarček. Mogoče
kakšna žlička ostane, ali pa tudi ne. Čisto na vrhu bom pustila majčkeno prostora, mogoče za 5 mm, in tistega bom pa zapolnila z oljem. Tako lepo poravnamo. In zapolnimo z oljem. In kozarček zapremo. Tako, in to ponavljamo tako dolgo, da bo naša košara čisto prazna.